Mestna občina Slovenj Gradec tudi letos nadaljuje z urejanjem vrtov. Na vsa vprašanja mi je odgovarjal gospod Boštjan Temnikar, svetovalec za urejanje prostora v uradu župana. Ja, vsako leto glede na proračunska sredstva, ki jih imamo na voljo, urejamo 1 do 2, maksimalno 3 lokacije, odvisno zdaj res, koliko je sredstev. In letos, mimogrede vseh lokacij je približno 9. Zdaj zakaj približno? Zato, ker se pač ene se ukinjajo, ene se na novo vzpostavljajo, širijo. No in letos smo pristopili k ureditvi sotočja pri Železniškem mostu, kamor selimo vse vrtičke iz poslovne industrijske cone Ozare. Namreč tem vrtičkarjem se je že leta obljubljalo, da jih bodo preselili, in so zelo v negotovosti upravljali to dejavnost, ker niso vedeli, ali bo danes ali bo jutri mogli pospraviti. In zdaj smo mi eno trajno lokacijo najdli, kjer smo locirali 25 vrtičkarskih površin in to je pa lokacija, kjer bojo dovoljene tudi vrtičkarske lope. Kako pa si lahko recimo posameznik oziroma občan Mestne občine Slovenj Gradec najame vrt na splošno? Kakšna je torej procedura, kdo se lahko najame in nenazadnje tudi kakšne so cene? Procedura je enostavna, pridejo sem na oddelek za gospodarstvo, kjer izpolnijo vlogo. Zdaj večina obstoječih vrtičkarjev je to že storila, ker smo jih prek medijev pozvali in so prišli. Na vlogi označijo približno, kaj vse si želijo, ali je potrebna, si želijo lopo ali brez lope, število članov družinskih. Občina ima sprejet odlok pa pravilnik, ki govori o tem, da pri večjem povpraševanju, kot imamo mi ponudbo, je nek selekcijski postopek in zato rabimo te podatke. Ampak načeloma je zdaj površin dovolj, tako da ni bilo treba koga prikrajšati. Je pa res, da šele zdaj evidenco vzpostavljamo. Približno morda že veste, koliko je torej teh prošenj za najem? Ja, mi smo evidentirali cirka 250 vrtičkarjev se ukvarja z to dejavnostjo, se pravi, lahko rečemo kar gospodinjstev v samem mestu Slovenj Gradec. Kakšne so pa cene za najem vrta? Cene so različne. Mi smo letos cenik, ki je objavljen na spletni strani, smo cenik nastavili na tak nivo, da je cena bolj kot ne simbolna za tiste vrtičkarje, ki imajo neko razumno kvadraturo, se pravi velikost vrtička. Ampak nažalost imamo tudi veliko takih, ki so z leti se širili in imajo tudi po 200-300 kvadratnih metrov, kar je pa za eno družino, kar že v bistvu niva in ni potrebno, in bomo v bistvu s cenovno politiko jih nekako motivirali, da grejo na tistih 30 do 50 kvadratnih metrov, kar mi smatramo, da je ena taka površina, ki je, mislim, da je zdaj 32 evrov na letnem nivoju najem. In ob koncu le še to, dokdaj se torej lahko najame ta vrt v Mestni občini Slovenj Gradec, torej dokdaj je ta zadnji rok? Vloge bomo sprejemali skozi. Se pravi, ni omejeno, kdorkoli si želi, lahko pride, da vlogo. Ključno je zdaj, da mi evidence vzpostavimo, se pravi, kdo ki je že vrtnari, na kakih površinah, da začnemo to z temi simbolnimi najemnimi pogodbami urejati in pol bomo mi, kakršno bo pač povpraševanje, te površine zagotavljali večje zravno. Ključno pa je to, da se začejo vrtičkarji zavedati, da morajo območje, kjer vrtnarijo, tudi skrbeti za vizualni izgled. To pomeni, da to ni deponija za raznorazne predmete, odslužene, ampak dejansko prostor za vrtnarjenje in preživljanje prostega časa.
Torej imate prav napisana pravila, kako Ja. nek vrt izgleda. Ja, v pravilniku je to dosti natančno napisano, kakšna je dovoljena lopa na območjih, kjer so lope dovoljene, kak naj bo rastlinjak in druga oprema, taka najbolj nujna. Ne.